Jaz sem nekaj vprašanj, ki ste mi jih pošiljali, jaz jih imam itak v glavi, zato ker bi tudi to jaz sama vprašala. Enkrat si rekel, odvadi se biti to, kar nisi. In to, kar se zdaj dogaja, je v bistvu proces odvajanja od tega, kar nismo. Evo, ti kar dam. Glejte, sedaj moramo mi vedeti sledečo stvar. Vsak od nas ima svoj makrokozmični del, od katerega smo odrezani z našim ego-umom, kajti vsak miselni proces, ki ga imamo, pomeni blokado pretoka organske življenjske energije, s katero se mi hranimo v morju, katere živimo. Včasih smo se hecali, ne? Je bil vic, ne? Mujo gre po cesti, ne? Pa Haso sedi na kamnu onem ob cesti, ne? Tako. Pa ga mujo vpraša, šta je, Haso, sediš in razmišljaš? Ne, samo sedim. Pa to je najvišje duhovno stanje, ki ga lahko nekdo doseže. Poglejte guruje, duhovne učitelje in tako naprej. Oni so v tako imenovanem, to naši južni bratje imenujejo tihovanju. Se pravi, da oni obvladujejo svoj z drugimi besedami, njihov je njihovo orodje. In če greste vsak vase, se vprašajte, a sem jaz ta a sem jaz bil dan ali je obratno? Kajti 99% populacije nezavedno živi kot žrtev delovanja lastnega uma. Če kdo ni razumel tega, kar sem povedal, naj dvigne roko. Ste vsi razumeli? Ti nisi razumel. Zajebavaš me. Menjaj poklic. Glej, ki nam je bil dan, zato, da nam služi. Zdaj pa tako, če pogledamo človeka, kot recimo bitje, dana nam je bila leva in desna hemisfera možgan. Ne? Leva hemisfera možgan je razumska. Desna je pa čutna. Celotna civilizacija je v disbalansu, v disharmoniji, zato ker nista obe polovici možgan v ravnovesju. In ko nista, je zmeraj aktiven. Se pravi, ljudje sploh še niso prepoznali tega, ne? In zmeraj dirigira, moram prisilno razmišljanje. Vsako prisilno razmišljanje vodi v nevrozo. Vsaka nevroza rezultira bolezen, nezadovoljstvo, ne? In povzroča krize. Ne? Če pogledate, večina ljudi proizvaja samo skrbi, ne? To dela ego Kaj, če ti kurat skrbi? Če pa že za vse poskrbljeno. Se pravi, to je treba prepoznati, da je za vse vnaprej poskrbljeno. Isto je pri strahovih, ne? Evo, tu vam bom povedal tistim, ki še tega ne veste. Vsako sranje, oprostite mojemu izrazoslovju, ampak jaz sem, kako bi povedal, primaren, ne? Naraven in spontan. Nobene izumetničenosti ne prenesem. Pri sebi, za vas je pa to pri vas, ne. Se pravi, vsako sranje se začne z vprašanjem v glavi, kaj pa če? Se pravi, da je tisti, ki nekaj, kar je celota, razdvoji v dva pola, pol imaš pa stalni notranji dialog, džiga, ja, ne. Zdaj se pa ti znotraj sebe moraš opredeliti za nekaj, ali za to, ali za ono. Pa zakaj bi se sploh moral opredeljevati? Zdaj razumeš, ne? Ja. Dobro. Glej, če se boš odločil, ne, da prideš k sebi, ker mi nikoli ne potujemo nikamor, razen vase, v samospoznajo.
Zdaj ti bom nekaj povedal, mogoče bo še za to koga šokantno. Vsi ste prišli z avtomobili. Je tako? A ste se vprašali, a jaz kam potujem? Pa ni cesta tista, ki potuje. Odgovorite si sami. Težko. Viš, kako je težko priti ven iz okvira, ki so nam ga dali, mentalne škatle. A resnica je ta, da cesta potuje, jaz ne grem nikamor, jaz sem ves čas tukaj. Nekdo bo rekel, ja, ti si egocentričen, ti si manjak, ti si idiot. Pa ti nisi. Se pravi, da nas je 7 milijard idiotov. Kaj si že vprašala?